Dobrodošli v oddaji Pristna ženska, v kateri danes gostim Feminine Power coachinjo Barbaro Pinter Zupančič in se pogovarjava o pristni ženski energiji. Barbara, kakšni bi bili prvi koraki, ki jih lahko ženske, naše gledalke, naredijo, da se vrnejo v svojo pristno žensko energijo? Prvi korak, ki naj ga ženska naredi, je to, da upočasni, da se malo ustavi, da začuti svoje telo in da se iz glave, iz tega večnega razmišljanja in analiziranja spusti v svoje prekrasno, lepo telo, ga začuti in si dovoli, da se v bistvu tukaj začnejo te procesi, ker od tukaj prihaja naša modrost. Barbara, najlepša hvala za tale odgovor, mi se pa vidimo v oddaji Pristna ženska, gledajte nas na Ljubljana TV. Drage gledalke in cenjeni gledalci, prav lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Pristna ženska, kjer spoznavamo navdihujoče zgodbe žensk, ki zaupajo vase, pristno izražajo sebe in sledijo temu, kar jih globoko izpolnjuje. Odkrivamo, kako svojo edinstvenostjo, intuicijo in pogumom ustvarjajo življenje, ki je v skladu z resnico njihovega srca in prinaša dodano vrednost tudi drugim. Danes gostim izjemno žensko, Barbaro Pinter Zupančič, ki je prišla iz poslovnega sveta, kjer je prevladovala moška energija v raziskovanje in sprejemanje svoje ženske energije. Od nekdaj jo je globoko izpolnjevala ljubezen do ljudi in njihovih potencialov. Zmožnost prepoznavanja najboljšega v drugih ter ustvarjanja podpore je postal njen ključni dar, ki je pomagal graditi odnose in ustvarjati okolje zaupanja, ne glede na to, v kakšnem okolju je bila. A vse to je le del njene poti, saj je skozi čas začela odkrivati moč, ki jo nosi kot ženska. Njena zgodba je tako zgodba o osebnem razvoju, samouresničevanju in odkrivanju pristne ženske energije, ki izhaja iz srca, intuitivnosti, ustvarjalnosti in mehkobe. Danes je Barbara certificirana Feminine Power coachinja, mojstrica hipnoze in regresije, ki svojimi izkušnjami in znanjem pomaga ženskam najti svojo pristnost. Draga Barbara, iskreno sem vesela, da si danes moja gostja. Hvala, Suzi. Tale tvoj napovednik je bil tak, da sem nekaj čakala, jaz sem res vse to jaz? Si. Ja, hvala, res. Z veseljem, Barbara. Živimo ženske pravzaprav danes v svetu, za katerega lahko milo rečeno rečemo, da je zmeden. Kaj zate pomeni biti pristna ženska v tem svetu? V bistvu imaš čist prav, ta svet, v katerem zdaj živimo, je zelo zahteven. In v tem zahtevnem, hitrem svetu živeti pristno je v bistvu kar izziv. Ampak jaz bi rekla tako, da vsi smo že doživeli, da smo prišli v stik s pristno žensko. In tle vprašanje, kako smo se počutili in kaj smo za njo občutili. In jaz recimo za pristno žensko čutim, da verjame vase, da sebe zna postaviti na prvo mesto. Taka ženska sebe nikoli ne zapušča. Taka ženska dobro ve, kaj je njena lastna vrednost. Ona ve, kaj prinaša za svojo prisotnostjo. Predvsem pa svojo prisotnostjo drugega nagovori, da se prijetno počuti, da tudi on pri sebi odkrije tiste neke prijetne lastnosti, mu mogoče to tudi pove na glas. Skratka, bivanje z eno tako pristno žensko je zelo prijetno. In mislim, da ta pot v to pristno žensko je pa sploh zanimiva. In o tem se bova pogovarjali, ampak se vrneva na začetek. Ti si tako kot jaz v pretekleku, torej nekoč delovala v pretežno moški energiji in jaz sem tudi. Kakšno je bilo takrat tvoje življenje, kako se ti je izražala ta moška energija? Obedve se smejiva, ker veva, kam pelje ta pot, ne? Ja, točno veva, kako je bilo, Mogoče bi dodala tudi to, verjamem, mogoče, najina prijateljica Tajal Bulena, tudi enkrat tvoja gostja, ne vem čisto točno, ampak ona je mene naučila, da obstaja poleg moške energije in ženske energije še ena, in sicer nevtralna. In ko sem jaz delala eno vajo pri njej, sem ugotovila, da sem bila mogoče več v nevtralni, v kateri sem se skrivala, v kateri sem se ščitila,
kakor pa mogoče v moški. Ampak večja kombinacija je bila moška pa neutralna, kakor pa naprimer ženska pa neutralna. Energija, ne? Ampak zato, ker nisem bila v tej svoji pravi energiji, sem bila zelo nezadovoljna. Če bi se zdaj pogovarjali recimo z moškimi, bi rekla, sitna. To je stereotip ženske, ki ni v redu, je sitna, ampak je čist res, ker namreč nezadovoljna ženska, še posebej, ko si na tistem svojem, kako bom rekla, nivoju osebnega razvoja, ki še nisi zavestna tega, ki kriviš vse okoli sebe, ne vem, partnerja, starše, službo, sodelavca, skratka vse, je ženska res sitna, tako vzkipljiva, nemirna. Jaz sem čutila neko tako praznino v sebi. Skratka, to nezadovoljstvo je bilo pri meni tisto, ki mi ni prinašalo, kako naj rečem, nekega zadovoljstva, sreče. Bolj sem bila razočarana, ker kot mlada ženska greš v to življenje in si misliš, vse bo lepo, vse bo krasno, ampak potem ti pokaže to življenje, da ni vse tako, in še posebej, če sledimo temu nekemu življenju na avtopilotu, ki mora biti, ne vem, izobrazba, služba, družina, partner in tako naprej, temu slediš, pozabljaš nase, zgubiš sebe in s tem, ko zgubiš sebe, v bistvu zapadeš v ta krog tega nekega nezadovoljstva. Nimaš stika sam s sabo, tako kot si tudi rekla, čutiš praznino v sebi in to praznino želiš izpolniti z zunanjimi dejavniki, ki pa nikoli in nikdar ti ne morejo zapolniti te praznine znotraj tebe kot žensko, kot pa to, kar ti kot ženska more sama sebi zapolniti praznino. Sam jaz mislim, da ženska mora iti skozi te korake, da najprej preizkuša to, da dobi nekaj od odzunaj, in potem v bistvu tudi kmalu ugotoviš, da tudi če dobiš od odzunaj, da če ti sam noter tega ne čutiš, to ni vredno. Recimo tudi ta tvoj lep napovednik mene. Torej, če jaz res tega ne bi čutila v sebi, ne bi to verjela in ne bi tudi zdaj tako v bistvu praznovala sebe. In uživala v tem. In uživala v tem. Tako da prej so lahko vsi možni dosežki in recimo tako sem jaz živela. Dosežek za dosežkom, dosežek za dosežkom, kratkotrajno tisto praznovanje, pa v bistvu spet nezadovoljstvo, pa spet praznina. Tak cikcak nastane življenje, tak cikcak. Kaj je bilo potem ključno zate, da si začela razmišljati o tem, da nekaj ni v redu, da nekaj ne deluje v življenju, torej ta prehod iz moške, ali pa bom rekla neutralno in moške energije v žensko energijo. Pri meni je bil to razpad življenja in jaz z njim red. Kaj je bilo pri tebi? Ja, ti, ko praviš razpad, jaz mislim, da vsak doživi neke vrste razpada. Ali je to, ne vem, ali so to kakšne izgube, ne vem, ločitve, lahko so smrti, lahko je bolezen, lahko je, ne vem, izguba službe ali karkoli. Skratka, nekaj, ker ti prekine to tvojo staro identiteto. Ampak te razpadi ti v bistvu dajo tudi moč. Ker si rečeš, ta identiteta ali pa tako delovanje mi ni prineslo tistega mojega rezultata ali uspeha ali kakorkoli že to imenujemo, torej lahko poskusim drugače. In to se je recimo pri meni tudi dogajalo. Ampak to spuščanje identitete je vse prej kot enostavno. In jaz verjamem, da tudi če si mogoče v osebnem življenju čutila mogoče že ene izboljšave na kariernem področju, pa verjetno to zahtevalo od tebe še nekaj več moči, poguma, navsezadnje si bila zelo uspešna pri svojem delu. Ja, jaz sem v korporativnem svetu dosegla en tak middle management položaj, bila sem zaposlena v eni zelo uspešni slovenski firmi in bi pač tako lahko ostala do konca življenja. In tudi moram reči, da meni ni bilo tudi slučajno ne slabo tam. Nekdo, ki opazuje to od zunaj. Ampak tukaj noter je bila tista praznina in tisti občutek, in to je mene v bistvu gnalo naprej, ta občutek, da mora biti v tem življenju nekaj več. Da to ni samo to životarjenje,
ampak da v bistvu hrepenim za res pravim življenjem, da čutiš tisto živost, čutiš, da je tista tvoja prava pot. In kakor so bili te razpadi, pri meni je bil recimo razpad ta, torej jaz sem nosilka tega sindroma, imposter sindroma. Imposter sindrom, to je tisto, da naven sicer kažeš, koliko si samozavesten, uspešen, vse je super, vse kaže tako, znotraj je pa v bistvu tisti dvom vase, nisem dovolj, morala bi biti vedno še boljša, vsi drugi so boljši, imela sem samo srečo pa to. In to neskladje ti jemlje ogromno energije. In ta imposter ima tudi najhuje, če narediš napako. In jaz sem naredila eno napako. Sem naredila eno napako pri napovedi enega rezultata našega hčerinskega podjetja in zame je bilo to konca. Dobili so me, zdaj pa vidijo, da jaz nisem toliko sposobna. No in zame je bil ta razpad. Torej, prej sem se kazala, kakor to uspešno, zdaj pa oni vidijo, da ne. Da pa vendarle nisi tak, čeprav si bila in da ena napaka v bistvu sploh ni bila usodna. Zdaj vem, da napake so samo v bistvu učenje in preusmeritev. Ampak zame je bil tisti trenutek, zato tudi nisem znala nagovoriti tega imposterja, vse pa. No in takrat sem jaz pač dala odpoved. Ampak brez neke rešitve, brez nekega rezervnega plana, jaz sem pač samo ostala doma. Zelo pogumno. Nadaljujeva po kratkem predahu in se k vam, drage gledalke, cenjeni gledalci, vrneva kmalu. Dobrodošli nazaj v oddaji Pristna ženska, v kateri se danes pogovarjam z Feminine Power coachinjo Barbaro Pinter Zupančič. Barbara, ko si začela raziskovati ženstveno energijo, si prišla vse bolj v stik s svojo intuicijo, ranljivostjo, mehkobo, nežnostjo. Kako si začela te ženske vrline vnašati v svoje življenje? Se pravi, pot v to ženstvenost je vedno tako, da se ženska iz uma, iz glave spusti v telo. Jaz sem bila prej res zelo razumska, tako sem tudi vzgojena, da pač intelekt in modrost in vse, da to je na prvem mestu. V moji družini žal to čutiti, biti v telesu, to nekako ni bilo domače. Tako da jaz sem se morala, ne vem, mogoče nekateri to imajo. Plesavka mogoče. Kako? Plesavka mogoče. Ja, mogoče, ampak v glavnem, jaz sem se morala tega naučiti. Naučila sem se s tem, ker v bistvu, ko sem iskala to svojo novo pot, sem prihajala vedno tako bolj v stik z tem, kaj pa bi bilo v bistvu celostno življenje. In v celostnem življenju moraš seveda ti povezati svoj z svojim telesom, z čutenjem in pa seveda potem tudi z duhovno sfero. No in ta pot v telo in čutiti sebe je bila recimo pri meni zelo zanimiva, ker na začetku sem znala povedati samo to, ali se počutim dobro ali pa slabo. Jaz nisem znala te cele palete čustev navesti. Ampak, ko sem enkrat prišla v svoje telo in ko sem videla, kako se ti v bistvu kapaciteta tvojih res tako čutenj, kako se to poveča in kako se potem življenje obogati s tem, ne glede na to, tudi če čutiš tista bolj negativna čustva, ampak res kvaliteta življenja je popolnoma drugačna. Tako da ta moja pot, kako sem začela, je bila ta v globino. In mi pri Feminine Power coachingu pravimo, da imamo to trodelno pozornost, to se pravi potem spustiti v telo in ko se dobro počutiš v telesu, potem v bistvu se še razširiš in tukaj v bistvu povežeš s tem, ne vem, življenjem ali kakorkoli ga že imenuješ. In to so zdaj pač te moje nove prakse, brez katerih jaz zdaj ne delujem več. To je to čutenje, ki mi v bistvu daje čist drugačen pogled na življenje, pogled tudi na druge ljudi. Lahko zdaj iz tega prostora, prej sem bila v glavi v bistvu zelo v strahu in v kontroli, tako sem se ščitila.
Ampak zdaj, Ker ko so sem tam pa... obrambni mehanizmi, ne, in tudi eno ostrino oziroma en tunel Tako, ustvariš, ne. ampak je zelo ozek, Ozek a je, ne, ja. in zelo tog, Ja. a ne. In ta pot iz te toge miselnosti, v bistvu v to miselnost rasti, a ne, je v bistvu Razširjanje, tudi ne. tako, a ne, in je v telo, a ne, to se pravi najprej v globino Ja. in potem v razširitev, a ne. In tle se čuti že ta razlika, kako dojemaš sebe, življenje in pa druge ljudi čist drugače, Ja. ne. Ja. In to je tudi ta čustvena paleta, ne, ki nam je v bistvu prirojena, to je naša rojstna pravica, da mi čutimo vsa čustva, ne glede na, ker predznak mu damo mi, ker čisto vsako čustvo ima sporočilo, ne. In ko to sprejmeš in postaneš res čustveno celovit, dobiš to širino in lahko potem res vsa čustva so tvoji vodniki, ker nosijo ključ Ja. do tvojega notranjega sveta, ki potem te od znotraj bogati. In se tudi ne. bojiš ne več, a ne? Ne, Veš? In zaradi ne. tega se ti pol ni treba več ščititi, a ne? Točno to. Ker ne, to, kar sem rekla, ta neutralna energija, ne, moja je bila zaradi tega, ker sem se hotela ščititi, a Ja. ne? Ker se nisem upala pokazati te ranljivosti. Pa Ker, pristnosti, ne. ker nisem bila naučena, da lahko čutim, da so Ja. moja čustva dovoljena, ne, sem mislila, da je potem ta moj ranljivi del, da je to šibkost, a ne. Ja. Ampak v bistvu ženske postanemo pristne takrat, a ne, ko si dovolimo res čutiti, a ne, in Ja. ko pokažemo svojo ranljivost. Ja. In se tudi, če smo poštene, a ne, Ja. kjer moški nam je pa v bistvu, ne, kjer je moški tudi pristan, a ne, Ja. ne Ki samo ima globino. tako, ne Ja. samo tisti, ki kaže, a ne, ne vem, Intelekt, ne. svojo moč pa intelekt pa ne vem kaj, Pa ampak tudi samozavest, ne. tisti v bistvu, ki zna pokazati, torej tudi moški, a ne, kombinirajo to moško-žensko energijo in tisti so tudi najbolj uspešni, a ne. Res je, ker povežejo čustveno globino z zunanjo močjo, ne, in to je res izjemna kombinacija, Točno ne. tako, točno tako. Ampak ženske, ko prehajamo, ko začnemo v bistvu poslušati to intuicijo in slediti temu glasu, to je res en proces globoke notranje preobrazbe. Kako si se potem ti kot ženska spremenila? Kakšno je postalo tvoje življenje, če uvodoma sva rekle, da si bila zelo v umu, si zelo kontrolirala, dosežki. Kaj pa potem, ko greš skozi ta proces globoke notranje preobrazbe? Ena bistvena sprememba je, da zdaj čutim, da znam upočasniti. Prej sem vedno hitela, prej sem bila vedno v akciji, v reakciji, prej sem bila vedno reševalka, a ne, takoj, ker pač to pa je moja supermoč, Ja. a ne, da začutim, a ne, kaj človek potrebuje. Ja. In prej sem šla takoj v to reševanje, Ja. a ne. Zdaj vem, da v bistvu sem s tem jemala moč tisti drugi osebi, a ne. Zdaj pa znam samo ustvariti prostor. Prostor, ne? Biti, a ne, v tem, v bistvu je to tak res mir, a ne, skozi mene v bistvu steče neka energija, kjer držim prostor za to drugo osebo, zato da ta druga oseba v bistvu najde to svojo rešitev. Ali pa tudi, če gre zame, ne hitim takoj, ampak spet rečem, ne, življenje, pošlji mi, a ne vem, neke namige, a ne, da bom videla, kera je moja najboljša rešitev. In najbolj zanimivo je, da mi ni treba iti velikokrat v akcijo. In tle je bistvena sprememba. Prej sem bila jaz skozi v dajanju, zdaj sem se pa naučila tudi sprejemati, a ne. Pa večno smo kot delovalke v zunanjem svetu, namesto da bi šle v svoje notranje središče, poslušali intuicijo, ker to je nezmotljiv kompas, ki te potem res vodi na prave poti, k pravim odločitvam, taki, ki so potem usklajene z nami. Ampak to ni enostaven proces. Ne, ni in moraš si v bistvu tudi dovoliti, a ne, to, a ne. Saj zgodi se mogoče kar tako enkrat, se nepripravljeno, a ne, ampak ko pa to začutiš. Ne, jaz recimo sem zdajle takoj v telesu začela, rečem, ma ne dam več tega, Jaz tudi ne. res, ne vrnem se več nazaj, zato ker je to tisto v bistvu najlepše, a ne, kar mi tako. Najbolj globoko usmišljeno življenje in pristen jaz, ne. Ampak kljub temu je še veliko žensk ujetih v tej moški energiji, ali pa se sploh, tudi če se zavedajo, da ni to ta pravo, se ne upajo izraziti pristno žensko energijo. Kaj misliš, zakaj se še zadržujejo? Zato, ker v bistvu nimajo pravih vzorov ali pa bom rekla vzornic okoli sebe,
da bi lahko videli, da je možen tak način. Se tudi, če pogledamo, zakaj sva se tudi midve zavrtele v tako igro tega uspeha na moški način. Zato, ker nismo imele vzornic. In potem smo mislili, da je to edini normalen način. Ampak skozi pot smo videli, da če ne delujemo tako, nam to ne prinaša zadovoljstva, ali pa je to zadovoljstvo tako kratkočasno. Kot maraton, nizanje, dosežko nekih. Skozi nekaj. No, ampak ženske nimajo te vzornice, ali pa če imajo, jim tudi ne zaupajo. Meni je bilo največje vodilo to, da hvala Bogu sem imela take ženske okoli sebe in sem jih opazovala. Kaj je pri njih drugače, kako one drugače, ker to, kar ti v nekom drugem opaziš, to je tudi v tebi. In če sem videla pri eni ženski, kako je lahko ona mirna, kako ona iz neke te mirnosti in globine sprejema svoje življenje, sem bila jaz v radovednosti. Pa kako ona to, zakaj? Taki pogovori, kot jih imamo midve zdajle, so mi v bistvu dajali neke nove modrosti. In pol je še pomembno, da začneš drugače delovati. To je ključno. In da pri tem tudi vztrajaš. Zato, ker rezultati niso čez noč. Naprimer, partner doma, ko boš ti začela drugače, da si bo najprej mislil, to je zdaj spet neka nova muha. Ampak ne, če ti čutiš, da je to zate dobro, vztrajaš, deluješ v tem. Predvsem pa, kar še vidim pri teh ženskah je, da v bistvu nimajo rade sebe. In to mislim, da je tudi en tak rak te družbe, ker toliko pričakujejo od odzunaj teh nekih potrditev, niso prijazne in niso pozorne do sebe. In dokler si tak do sebe, v bistvu včasih jaz vidim, da so ženske najbolj grde do sebe, mogoče še kakšni drugi od odzunaj niso toliko, ampak dokler boš ti tako, toliko časa ti tudi od odzunaj ne bodo prihajale neke prijazne stvari do tebe, ali pa dobre. Ker to, kar ti verjameš v sebi, to tudi dobiš od odzunaj. Jaz pravim, da nas prav ljubezen do sebe iz te večne delovalke v zunanjem svetu pelje nazaj v naše notranje središče, da se okopamo potem v tej ljubezni do sebe, da se napolnimo in potem iz te polnosti lahko gremo spet opolnomočene v zunanji svet. A veš, in spet prideva do tega, razni razpadi, ki se nam zgodijo. Tako pa če vidim stranke, ki pridejo k meni, ki se pogovarjamo, zakaj se to zgodi, kaj ti je manjkalo. In vedno ugotovimo, manjkalo mi je pozornosti do sebe. Dajala sem jo drugim, nisem pa dajala sebi. In tle je glavno, da prevzameš svoj del odgovornosti. In zdaj, če hočeš, da se nekaj spremeni, potem moraš začeti drugače delovati. In začnemo pri sebi. Barbara, predlagam, da greva še en kratek odmor in se vrneva prav kmalu. Dobrodošli nazaj v oddaji Pristna ženska, v kateri se danes z Barbaro Pinter Zupančič pogovarjava o moški in ženski energiji. Barbara, povej mi, kako ti za svojimi programi pomagaš ženskam odstranjevati notranje blokade, omejujoča prepričanja, strahove pred izražanjem pristne ženske energije? Ja, se zdi, pomembno je, da vsak pogleda v 3 centre, ki so najpomembnejši, bom rekla, v življenju. Eno je odnos do sebe, o tem, kar sva že govorili. V odnosu do sebe odkrijemo ta omejujoča prepričanja, ker jih imamo vsi. Nihče jih nima, stvar je samo, ali jih ozavestiš in ali nekaj narediš na tem ali ne. In kakor sem tudi jaz zdaj že iz izkušenj sem videla, da mogoče 3 omejujoča prepričanja imamo, ki se nam stalno pojavljajo v življenju in ki se nam spet pojavljajo, rečemo, ja pa nisem to že predelala. Ne, nisi, gre zdaj še malo globje. Ampak res, ena taka 3 so, ki se vedno pojavljajo. Naprimer, jaz sem imela to, da pač nisem dovolj, oziroma da nisem vredna. Drugo sem vedno imela to, da sem zapuščena, da sem odrinjena in to. In tista najina, ki jo malo imam in ve skupaj, preveč sem. Preveč, ne vem, glasna, preveč občutljiva, preveč strastna. In ta
preveč, recimo, če poveva tudi gledalkam ali gledalcem, ni problem v tej osebi, problem je, da niso pravi ljudje okoli tebe. Ker so občutili oni to, kar je pri tebi pristno, preveč, ker pri sebi tega niso sprejeli. In ker nimajo te veličine, da bi tako, kot sva midve rekli, da se učiva od drugih ljudi, te v bistvu ne odrine oziroma te hočejo pomanjšati. No in potem je zaradi tega pomanjšanja, teh raznih vrst manjšanja, zaradi tega pridejo ženske k meni. Tlej jim jaz najbolj lahko pomagam, zato da prepoznamo te vzorce, kako se v bistvu one umikajo zaradi tega, da bi bili drugi boljše, srečni ali kakorkoli že. To so razne reščevalke, ustrežljivke, beračice za ljubezen, pridne in tako naprej. Ubogljive, veliko krat zamenjamo pridnost za pristnost. Ja, pa ni. Če ne znaš reči ne, če ne znaš mejo postaviti zase, pol ti nisi pridna, sebe zgubiš. Ti sebe zgubiš v tej pridnosti. No, tako da pomagam jim pri tem, da prepoznajo te vloge, kako se manjšajo, kako sebi ne držijo prostora, kako v bistvu sebe zapuščajo. Meni je to najhujša bolečina. Jaz, ko vidim, kako ženska sebe zapusti, mislim, jaz bi naredila vse na svetu za to, da bi lahko pomagala. Učim jih tudi potem, kako v bistvu odnos z življenjem, sploh navezati odnos z življenjem. Ker če smo mi skozi zaprti v tej togosti in v tem krču, v bistvu sploh ne znamo sodelovati z življenjem. In življenje sprejemamo, da dela proti nam, ampak v resnici življenje vedno dela za nas. Vse, kar se nam zgodi, vsi naši paci, vse, sej, ki si na kolenih, je hudo, ampak potem, ko pa mečkaj nos pomoliš ven, pa vidiš in tudi rečeš pol hvala. In pa tretja stvar, ki jih jaz učim in podpiram, je v tem, da to osamitev, ženske, super ženske, me moramo vse same, me zmoremo vse same. Itak, da zmoreš. In to je tudi super, da me lahko. Superwoman, Ja, ampak zelo lepo je pa, če lahko sodeluješ. Davek plačaš za to. Ja, težje je v življenju. Težje je. Če se pa pol odpreš temu, da te odnose sprejemaš, da so res dopolnjujoči in da so pravi odnosi, pa res življenje postane tako, mislim, to se tako tke, ena taka življenjska pot, da lahko sam rečeš res hvala. Hvala življenju. Ženske smo nosilke življenja in zdaj bolj, ko smo me odprte in sprejemljive, več to, kar življenje lahko gre tudi skozi nas. Tle je ena stvar mogoče, ki bi lahko poudarili, to se pravi, s to moško energijo mi uresničimo zunanje sanje. Ampak žensko pa notranje in ta hrepenenja. In mi ženske vse v bistvu hrepenimo po teh hrepenenjih. Notranje se oropamo, če smo samo v zunanjem svetu usmerjene. Veš, kaj me še zanima, tudi ko začne ženska, ko deluje v ženstveni energiji in začne recimo neko drugačno poklicno pot graditi, se odmika od teh moških poslovnih strategij, ki pač daje na prvo mesto rezultate, strukture, sisteme, ciljno usmerjenost, torej vse, kar se da meriti z številkami. Če deluješ v ženski energiji, rezultati niso takoj vidni in tudi številke niso meroizdajne. Kako ti sama sebe krepiš oziroma svoje ženske, ki jih podpiraš na tej poti, da zaupajo sebi in sledijo temu, kar one čutijo kot svoje notranje vedenje, da ta pot je za njih prava. Ja, moška energija bo šla vedno samo v cilj. Ženska je pa doživljanje, je v bistvu doživljanje te poti. Če po moško planiraš, pol že veš, kam moraš iti, že zdaj veš točne korake. Medtem ko ženska ne, ona ve, kaj hrepeni, ve, kaj hoče doseči, ampak gre potem po tej poti tako, da sproti čuti, kaj je pravilno za njo. In to v bistvu prinese ženski ta občutek izpolnjenosti, bolj kakor potem samo tisti rezultat. In če ti tej poti zaupaš, pol te tudi življenje nagradi in potem res dobiš tudi tiste rezultate, ki hočeš. Ker
Jaz moram reči, da sem ponosna na to, da znam zdaj pokombinirati obe. Jaz imam rada to moško strukturo, ker jo pač vsi potrebujemo, ampak hkrati znam znotraj tega dati to mehkobo. Ta me je puščala prazno, oropano tega mojega občutka. Ta mi pa prinaša zdaj tisto, da se napolnim od znotraj. Je pa res to, da niso rezultati vidni takoj. In tle si moraš zaupati. Ta moja mentorica, dr. Claire Zemit, je vedno razlagala, da kratkoročno si postavimo previsoke cilje, dolgoročno pa preniske. In to je malo dolg tek na dolge proge. In zato je tle toliko potrebno, da imamo svojo skupnost, da imamo neke podobne ženske, ki razmišljajo, ali pa tudi moške, končno, ampak recimo te neki ženski krogi, kjer imaš ti to svojo podporo, kjer imaš ti res ta svoj tribe, kot rečemo, ki te tako nežno boža, da te malo pozabiš, da te malo povzdigne in spet spravi tisto tvojo smer. Ali pa ko pozabiš na te svoje neke dosežke, te oni spomnejo. In to je najlepše, imeti prave ljudi okoli sebe. Zato sem tudi rekla, ta tretji center moči, ki je odnos z drugimi. Treba najti prave ljudi, ki jih imamo ob sebi, da potem gremo v to svojo pravo smer. Ko se pogovarjava o energiji, ni mišljeno, da ženske ne smejo uporabljati moške energije. Gre se za to, da točno veš, katere so vrline ene in druge in da jih znaš potem tudi preudarno in premišljeno uporabljati. Kako bi ti opisala ključno razliko med žensko, ki deluje v moški energiji in med žensko, ki je usidrana v svoji ženski energiji in premišljeno uporablja moške vrline? Ker sva že rekli, se pravi ženska v moški energiji, včasih ji rečejo možača, oziroma mi rečemo tudi ta super ženska. In zdaj super ženska, če gre v ta svoj senčni del, ki je pasja ženska, mučenica ali pa žrtev. In pasjo žensko, vse vemo, ko smo gledali ta film Hudičevka v Pradi, se pravi Meryl Streep v tej vlogi, to je točno pasja ženska, ki pride pa to nobenega, niti levo, niti desno, sam to za tisti njen cilj. Take pač res ne želimo biti. In take ženske, tudi recimo v moških krogih, uspešnih moških, niso zelo sprejete. Oni imajo radi to pristno žensko. Toplino, mehkobo. Tako, in ženska, ki si pa dovolj, in ki ženska zaupa vase, in ki si res upa izraziti to, kar ona čuti, pa čeprav ni v skladu, ne vem, s kakšnimi moškimi razmišljanji, ki velikokrat dobimo, ta ženska. Strukturo je treba držati, ne zdaj tu intuicijo. Ne. To zdaj ne gre. Ampak to je najbolj zanimivo, da ko si drzneš to reči, ko si drzneš, ampak jaz pa čutim, da tukaj nekaj ni v redu. In nihče ti ne more tega vzeti, pa tudi, če te ne poslušajo, ampak ti veš, kaj je prav in ti recimo temu slediš. Vse pol enkrat se že pokaže. In pol tudi ne boš dobila priznanja zaradi tega in ga tudi ne rabimo več. Ne rabiš ga takrat več. Ampak potem te začnejo spoštovati. Jaz se spomnim, da je mene direktor v tej moji zadnji službi, on je mene vedno s sabo vzel, kadar sva se odločala za kakšnega novega zaposlenega. In pa je vedno rekel, veš kaj, ti tako začutiš, ti že veš, kako bo to sodelovanje potekalo, a bo ali ne bo. In to so v bistvu te vrline, ki jih v bistvu tudi zrel in postavljen moški spoštuje pri ženski. Res je. Dala si mi misliti, kako je res pomembno, da ženske vedno in povsod zaupamo sebi, ne glede na to, kar okolica reče, in da ostajamo pristne pri tem, kar smo. Jaz sem ti, Barbara, iskreno vesela, da si bila danes moja gostja, da si z nami podelila svoje izjemno vedenje o ženski energiji. Verjamem, da bova še kdaj poklepetali na to temo, ker to je še za kar nekaj pogovorov. Drage gledalke, cenjeni gledalci, verjamem, da ste ob tem pogovoru začutili, kako dragocena je ženska energija in da je pomembno, da se ženske vrnemo v to pristno energijo in suvereno stopimo moške energiji ob bok. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje do prihodnjič.